Glasba je nekaterim resnično dana v zibelko. Tega se zavem že na mostu, ki me vodi do turistične kmetije Čerček. Kar komaj verjamem svojim očem, ko na skrbno urejeni trati zagledam star klavir, pa rože v bobnih, leseno klopco s harmoniko, trobenti, skozi kateri teče voda, takoj se zavem, da je na tej kmetiji glasba velik del vsakdana. Maja, živjo! Dober dan in dobrodošli na naši kmetiji. Hvala, kako imate lepo. Kje se midve nahajava? Nahajava se na Solčavskem. Solčavsko obsega 3 ledeniške doline. Logarska dolina kot najbolj znano izmed teh, Matkov kot in pa Robanov kot. Mi pa se nahajamo približno kilometer ven iz centra Solčave, tako da imamo tudi tako lepo lego, tudi za obisk Logarske smo v neposrednji bližini. Šli so pa Čez reko Savinjo. Wow. To pa tudi teče čisto v bližini naše hiše, tako da lahko to gosti tudi slišijo, to žuborenje. Pa Raduha je tudi tlele v neposrednji bližini, se jo vidi iz tele vaše čudovite klopce, ampak jaz sem opazila še nekaj. Pri vas muzika kar vre iz vse povsod, kamor ste lahko nekako komponirali tudi inštrumente. Kako to? Ja, to je zato, ker smo vsi glasbeniki. To se je začelo že z mojim dedkom, ki je igral na harmoniko, pa babica, ki je bila pevka, oče je tudi glasbenik, jaz pa moji 2 sestri pa vse 3 študiramo glasbo in se s tem tudi bolj profesionalno ukvarjamo. Na zunanji klavir, ki kljubuje vremenskim razmeram, saj tam za okras oziroma kot stojalo za rožemi zaigra avtorsko pesem. Dobra glasba je velik faktor za sproščanje in dobro voljo. Je rdeča nit, ki na vsakem koraku povezuje njihovo kmetijo. S čim vse se ukvarjate na vaši kmetiji? Na naši kmetiji se ukvarjamo največ s turizmom, predvsem v poletnih mesecih. Imamo sobe, oddajamo sobe in pa tudi mini wellness imamo, da se gostje lahko sprostijo. Pripravljamo okusne domače zajtrke, to je predvsem moja mama zaslužna za to. Ponujajo nočitve z zajtrkom in na lastne oči se prepričam, da mama Veronika svoje goste crklja s samimi dobrotami. Razvajamo jih s tem, da jim čim več probamo ponuditi domačih izdelkov. Pečemo doma kruh, delamo domače sokove, marmelade, kar pa ne, pa še tudi kupimo od lokalnih kmetov, kar tudi dobro sodelujemo z vsemi tem ponudniki solčavskimi. Pa še nekaj imate tako za piko na i, da se gosti še dodatno sprostijo poleg te čudovite narave okoli vas? Ja, imamo pa privat wellness, to je zasebni wellness, noter sta pa 2 savni, džakuzi in počivalnik, tako da se gosti lahko tudi po napornem dnevu v planinah razvajajo zvečer v wellnessu. Ja, sploh če je mrzlo, pa to zelo paše. Solčavi je takar ponovadi mrzlo, tako da kar. Kdo pa za tele urejene gredice skrbi? Ja, za te gredice predvsem skrbim jaz. No, tudi mi hčerke malo pomagajo, samo tak, to je moj tak hobi, veselje, imamo razna zelišča, začimbe, nekaj tudi cvetlic, tako da to je tak hobi moj. Vidi pa se, da ima še nekdo v družini hobi. Naše stene krasijo glasbeni inštrumenti. Da je pač nekaj posebno, nismo dali noter slik, smo pač dali kar stare glasbene inštrumente. In to strastni zbiralec je vaš mož? Ja, in tudi tak pravi, da vsak inštrument ima svojo zgodbo. In tudi ponavadi pravi, da inštrument na nekaj dobrega spomni človeka, ne na kaj slabega. Tako da se mi zdi, da je kar lepo sprejeto pri naših gostih. Ja, bravo, koliko se imamo mi luštan tukajle pri Čerčkih. Maja, takole vi uživate vsak dan? Ja, seveda, pri nas se skozi špila. Za dobro voljo vedno skrbi oče Jani. Na kmetiji upravlja gozdarska dela in razna opravila okoli hiše. Ponosno pa rad pokaže tudi vse zanimivosti, ki jih imajo na kmetiji. To je eno izmed najstarejših dreves na Slovenskem, kot tisa pa je sigurno najstarejša na Slovenskem. Zdaj ne vem, če se bo to videlo, v glavnem vrh ni samo eden, ampak jih je več in ta tisa je neštetokrat gorela.
napadala jo je strela in se je ožgala in včasih so mislili, da bo se posušila, kajti bila je cela črna, zasmojena, ampak je non-stop novi poganki rasla in zato je tudi dočakala tako starost, ker je neuničljiva praktično. Kje pa se mi da pravzaprav nahajava? Ja, to je naš pašnik, kjer pasemo naše bicke in kjer stoji tudi zgradba, kjer so naši starši oziroma stara mama in star oče preživeli med drugo svetovno vojno, kajti Solčava je bila požgana do tal in so pač zbežali na tale prostor in so preživeli vojno tule. Hiša je brez elektrike, v njej pa je ohranjena črna kuhinja, v kateri si še vedno lahko kaj skuhaš. Človek se na posesti počuti, kot da se je čas v trenutku zavrtel 100 let nazaj. V miru lahko poslušaš ptiče petje in cingljanje zvončka, ki ga nosi bitska oziroma slovenska avtohtona pasma solčavsko-jezerske ovce. Če pa ste mislili, da se bo moj obisk pri turistični kmetiji Čerček takole v miru končal, ste se pošteno zmotili. Zaključili smo ga čisto v njihovem veselem stilu. Takole.